Mater, cela bajta smrdi. To pohanje ni za nikamor. Pohaje, cvrtje, frigano. Eden boljših grehov, ki ga svet pozna. Cvrtje izhaja še z časov Rimskega imperija, s popularizacijo hitre prehrane in posledično iznajdbe fritez, pa je tehnika cvrtja zajela vse dežele. Cvrtje potrebuje olje. Veliko olja. Gospodinjske friteze potrebujejo nekje do 2 litra olja, da bi lahko pravilno delovale. To olje v fritezi se lahko uporabi nekje do 3-krat, ko je izrabljeno viskoznost tega olja spominja na milo. Mi lahko polno fritezo olja shranimo recimo v hladnem in temnem prostoru za naslednjič. Kam ga odstraniti? Ja, zdaj kamorkoli pogledamo pravijo, na vam najbližje zbirno mesto odpadkov. In res je tako, olje je prepovedano in zelo škodljivo vlivati v lijak. Pri uporabi friteze je pomembno, da se le-ta ne napolni preveč, saj se drugače začne delati preveč pare in ta voda bo kapljala v olje, olje bo postalo neuporabno, smrdel bo. Pa tudi to je, ko mi pohamo, je naš končni rezultat in želja, da je hrana hrjoslava. In če je friteza prenapolnjena, bo hrana kuhana. In tega noče nihče. Tako, pa smo spohali. Fajn je, da se zdaj pohano pusti malo v košari, da se lepo odteče. Tako. Kalorije. Pa poletje prihaja, to je super. Ta košara se lahko pere v pomivalnem stroju. Tudi pokrov se pri večini fritez lahko vzame dol, da se ga lažje opere. Samo olje, ko je enkrat hladno, se ga previdno odlije tako s fritezo v red. Ene friteze imajo celo tako kot eden tale šlaufek, da se potem lahko lažje vse odlije. Friteza se zbriše, naj pa omenim še, da imajo, kadar je res friteza fej zamazana, večina modelov tudi funkcijo pomivanja oziroma tega nežnega gretja, noter se da voda, čistilo za posodo, da to malo zavreje, se splahne in friteza je kot nova. In to je vsa umetnost. Velika poraba olja, nezdrav način priprave hrane in zoprna reciklaža odpadnega olja je privedla do prvih alternativ friteze. In ena takšnih je tole. Kaj je to? To je pečica na vroči zrak, nekateri rečejo tudi halogenska pečica, funkcionira na principu krožnega oziroma spiralnega grelca in ventilatorja, ki ta vroči zrak kroži po posodi, ki potem enakomerno in z zelo malo maščobe speče vse. Krompir, piščanca, meso, ribe, kruh, skratka vse. Zaradi neke svoje relativne kompaktnosti je primerna tudi za kampiranje, za na morje, skratka je prenosna. Samo pranje, vzdrževanje teh steklenih pečic, zgornji motorni del nikakor pod vodo. To se ohlajenega očisti z gobico, čistilom, krpo, torej da je ta zračnik lepo čist, da bo zrak lahko lepo krožil. Spodnji del lahko se da v mašino, lahko se opere pod tekočo vodo, ima pa ta pečica funkcijo samočiščenja. Tukaj notri se nalije voda, malo čistila za posodo, temperatura se nastavi na čiščenje posode in nastavimo na pol ure. In kaj se bo naredil? Ta ventilator bo to vodo tako močno krožil, da se bo notranjost sama očistila, speremo in to je to. To je bila prva manija. Potem se je v času covida zgodila nova manija. Sicer isto imovanje, drugo pakovanje. Ta vrag je takrat preplavil celo Slovenijo in ne boste verjeli, začeli smo pohati na luft. Pri airfryerjih oziroma cvrtnikih na zrak je tako. Primerni so novodobnim standardom, zato imajo vgrajeno umetno inteligenco in prednastavljene programe. Grejo nekje do 200 stopinj. Primerni so za zmerne količine hrane. Torej, če ga bomo preveč nafilali, se ne bo lepo spekl. Med peko se obvezno stvari
pošejkajo, potresejo, da se obrnejo. Pri samem čiščenju. Čiščenje ni tako naporno, to se vzame ven, da se ne bom opekal, ker je vroče, če ste to mislili. To se vse očisti, nekateri ga dajo v mašino, jaz raje rečem, ker je ta plastika in teflon, pomiva se na roke. Notranji motorni del pa se samo dobro obriše s krpo, da ni kakih maščobnih stvari iz hrane, da se kaj ne zasuši, ker potem to oddaja neprijeten vonj. To je pa načeloma vsa umetnost airfryerjev. Aha, še nekaj. To vas tudi včasih zanima, kaj lahko jaz v airfryer dam. V airfryer vi lahko date noter, torej vse, kar se tiče hrane, od zelenjave, rib, mesa, nekateri pečejo noter mafine, pečejo pite, skratka vse, tudi če je pleh, kar vi spravite tukaj noter, lahko gre v cvrtnik na vroči zrak. Pohanje gor ali dol včasih mora biti. Načeloma zbolevamo zaradi slabih odnosov in frustracij, ne zaradi pohanja. Prijetno pohanje želim! Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker saj veste, itak, da se da.